V tem videu bomo prešli na Extension Warehouse, to je mesto, kjer lahko najdemo in namestimo pluginove za SketchUp. Pluginovi so dodatki, ki razširjajo zmožnosti SketchUpa in olajšajo delo, še posebej nam, ki delamo arhitekturne modele. Da bi odprli Extension Warehouse, pojdite na zgornji meni, izberite Extension, nato pa še Extension Warehouse. Ko se okno odpre, se prijavimo svojim SketchUp računom. Od tukaj lahko iščemo različne dodatke, nekateri so brezplačni, drugi pa plačljivi. Sedaj vam bom predstavila en izjemno koristen plugin, namenjen arhitekturi, in sicer 1001 Bit Tools. Ta plugin je odličen, ker vsebuje celoten nabor orodij, ki jih potrebujemo vsak dan pri načrtovanju. V search baru vtipkamo ime. Nato bomo sledili vsem nadaljnjim korakom za namestitev našega plugina. S tem pluginom lahko samodejno oblikujemo stopnišče. Ustvarimo okna in vrata, rišemo stene določene debeline, dodajamo strešne elemente, odprtine, parapete in profile. Da bi prikazali našo razširitev na orodni vrstici, pojdite na zavihek View, nato na Toolbar. In prva postavka, ki jo vidimo, je 1001 Bit Tools. Sedaj vidimo novo vrstico na naši orodni vrstici, preko katere imamo različne možnosti. V prejšnjem videu smo skupaj izdelali streho, ki smo jo risali ročno. Ker se je delalo o preprosti strehi, je bil ta način povsem zadosten in pregleden za uporabo. Sedaj bomo videli, kako lahko postopek reševanja kompleksnejše strehe rešimo s pomočjo razširitve, ki smo jo namestili. Da bi videli, kako razširitev deluje v praksi, bomo sedaj naključno narisali en bolj kompleksen obris strehe. Ni pomembno, da je streha natančna, cilj nam je le, da testiramo orodje in vidimo, na kakšen način plugin prepozna našo osnovo. Ko končamo z risanjem, bomo pobrisali vse nepotrebne črte, ki so ostale med samim risanjem, da bomo imeli čiste gabarite strehe. Sedaj imamo jasno definirane gabarite, naslednji korak pa je, da kliknemo ploha, nato na zadnji ukaz v naši razširitvi, ki se imenuje Automatically Create Hip Row from a Face. Ko kliknemo na ta ukaz, se nam bo odprlo okno, v katerem imamo možnost, da nastavimo vse parametre strehe. Prva možnost se nanaša na naklon strehe in v našem primeru ne bo ta nastavljen na 45 stopinj. Nato imamo možnost, da določimo širino napušča, oziroma koliko naj streha štrli čez zid. Tukaj vnesemo 50 cm. Ko potrdimo ukaze, bo razširitev samodejno ustvarila kompleksnejšo streho, popolnoma v skladu s parametri, ki smo jih vnesli. V samo nekaj klikih smo dobili točno oblikovano streho z vsemi spoji, in to povsem brez potrebe po ročnem risanju. Ta plugin je odlično orodje, saj prihrani čas, poenostavlja postopek modeliranja in omogoča, da zelo natančno ustvarimo celo bolj zapletene strešne oblike neposredno v SketchUpu.